skupaj na današnji novinarski konferenci, ki je namenjena povratni tekmi četrtfinala pokala pokalnih zmagovalk. Po gostovanju na Norveškem se bodo krimovke še v drugo pomerile z igralkami Vipersa iz Kristiansand iz Norveške. Danes bodo z vami, z moje leve, vodja strokovnega vodstva Uroš Bregar, na njegovi levi predstavnica izvršilnega odbora Deja Dolar Ivanović, na moji desni Sergeja Stefaniš, novatarka in pa najuspešnejša strelka prve tekme Mirjeta Baremovska. Predlagam, da nam Uroš pove nekaj o zadnjih dneh, morda tudi nekaj o vtisov iz prve tekme in kako smo se pripravljali in se bomo še pripravljali na sobotni obračun. Uroš, prosim. Hvala, Jaka. Tudi moje ime pozdravljeni. Ja, res je, da smo z Norveško se vračali z mešanimi občutki in glede na to, da smo prvi 20 minut 6 golov naredili, potem da smo proti koncu tekme 6 golov zaostajali, na koncu iztržali za nas ugoden rezultat, minus 2 gola. Želel bi se, da, ker smo na prvi tekmi igrali res dobro 30 minut, da bi teh 30 minut povečali in da bi zdržali v takem ritmu in v takem nivoju čim dalj časa. Tako da bomo mogli popraviti nekaj stvari bolj odigrati, neke momente igrati bolj skoncentrirano in verjamemo to, da bomo na koncu se veselili mi. Še odmerno imamo mečkam problemov pri vrtarkah. Miša ima še odmer poškodovan gležen, tako da vprašanje, če bo v soboto lahko pomagala. Res je to, da je prvo tekmo dobro delo opravila Sergeja. In to je to glede prve tekme. Mogočkano vprašanje. Malo lažje. Potem pa ponovadi predajam besedo še igralkam. Sergeja, najprej tebe prosim za nekaj besed, potem pa še Mirjeta. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Lepo vas je videti, da se velik, ko vas pride. Jaz bi se strinjala s trenerjem Urošem, mešani občutki. Edino, kar smo lahko zadovoljni, je ta rezultat, glede na to, da kako potekajo analize in to smo videli, da smo res imeli možnost, da jih lahko tudi na gostovanju premagamo, vendar pač nam to ni uspelo. Imamo veliko rezerv še v obrambi, tudi tu napadu in vsem, če bomo 60 minut koncentrirani na visokem nivoju. Jaz verjamem in sem sigurna, da se vrstimo v finale. Jaz v soboto pričakivam težko tekmo. Kristiansand smo spoznali, da je to tipični predstavnik skandinavskega rokometa, ki jih malo potreben preobratiti rezultat v njihovi korist. Moramo biti koncentrirani v celotno tekmo. Obramba bo najpomembnejša v soboto. Tudi v napadu, da poskušamo narediti čim manj napake, ki jih Vipers najlažje izkorišča v kontrami in polkontrami. Mislim, da če mi izvajamo na igrišču vse tisto, kar trener zahteva od nami, imamo priložnost, da se uvrstimo naprej v polofinale. Hvala. Preden bi prišli na vprašanja, jaz vedem, mislim, da primeren trenutek po enem mesecu dela ekipe pod novim strokovnim vodstvom, vidimo, da so že vidne spremembe, ocenjujemo, da se je ekipa zelo pozitivno odzvala na spremembe, ki so jih prinesle menjave strokovnega vodstva, kar dokazujejo dekleta tudi na igrišču. Njihove predstave na zadnjih tekmah kažejo popolnoma drugačen obraz, kot so ga kazale še 2 meseca nazaj. Se pravi, predvsem boljši obraz, kar vse v klubu navdaja z optimizmom. Zaradi tega tudi že vsi z veseljem pričakujemo nove preizkušnje naših deklet. Tudi odzivi javnosti iz različnih tako strokovnih krogov kot lahko rečem splošnih lažjih krogov so zelo pozitivni, kar daje tako vodstvu kluba, izvršilnemu odboru in pa vsem članom kluba dodatno potrditev, da se celotna zadeva razvija v pravo smer in zremo z optimizmom naprej. Toliko še z naše strani, zdaj pa predajam besedo vam.
spoštovani kolegi, sedme sile, da